Prijavitelji pri pisanju evropskih projektov delajo številne napake. Ja, na prvi prioriteti so sredstva pošla relativno hitro, se pravi z tem projektom, ki smo ga danes tu podpisali, vseh 10 milijonov počrpanih. Prvotne napake so bile predvsem povezane z tem, da so administrativno jemali projekte relativno neresno in je bilo ogromno napak, kar je rezultiralo v 90% zavrnjenih projektih na administrativnem nivoju. To je nam naredilo dodatno delo, ker so večina administrativnih napak odpravljali in ponovno vložili v okviru drugih rokov. Napake pa niso samo administrativne narave. Medtem ko na kvalitetni strani je bistveno manj težav bilo na prvi prioriteti, kjer gre za investicije, ki jih ljudje vidijo. To pomeni, da jih lahko primejo in so jim bližje. Se pravi, teh napak bilo relativno manj in je bila konkurenca med projekti relativno večja. Medtem ko pa na drugi prioriteti, kjer gre za področje sodelovanja, je pa zelo neoprijemljiva stvar, kjer gre, kaj znaš, kaj govoriš, kaj boš povedal, gre za razumevanje nenazadnje. Zato si številni ne znajo predstavljati, kam bo to pripeljalo, in zato projekte širijo in dodajajo infrastrukturne zadeve, ki pa v drugi prioriteti niso niti dovoljene. Zato je veliko projektov bilo neuspešnih. Osnovna ideja običajno je tam, je na mestu, vendar pa, ko ljudje razmišljajo o evropskih sredstvih, se sredstva takoj dvignejo, se pravi, če štartamo z svojo denarnico, z privat denarjem, potem razmišljamo o 1000–2000 evrih, kakor hitro pa nalepimo zraven evropska sredstva, pa se pogovarjamo že 10–20 tisoč evrih. In ko pridemo enkrat do projekta na drugi prioriteti, ki bi bil vredno okrog 100 tisoč evrov, se ljudem zdi to malo. De facto pa ni, ker 10 tisoč evrov v 14–15 milijonskem programu pomeni 10%. Prijaviteljem zato svetujejo, naj zmanjšajo pričakovanja in se osredotočajo na tematiko. Ko odhajajo za sestanka, tisti, ki so razumeli, so danes že potrjeni. Tisti, ki pa niso želeli, pa nam tvorijo tisti del denarja, ki pa še je na voljo za prihodnje razpise. Za prijavljanje evropskih projektov je tako potrebnega kar nekaj znanja in spretnosti, svetujejo strokovnjaki. Da bi tudi sami izvedeli kaj več o Evropski uniji in potrebnih informacijah pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament, vas, gledalke in gledalci, vabimo k vpisu na spletno platformo tokratgremvolit.eu.